basics then. What is solarpunk? In its broadest definition, it is a genre of speculative fiction that imagines a future powered by renewable energy sources. Nahajamo se v novomeški galeriji Simulacr, kjer je trenutno na ogled razstava multimedijskega umetnika Neca Trampuža, naslovljena Popolnoma drugačna prihodnost oziroma v izvirniku Another Future Entirely. Ta produkcija je nastala v sklopu Zavoda Lokal Patriot in platforme KONS za sodobno raziskovalno umetnost. Kot kurator in producent sem identificiral, da je znotraj te platforme mogoče zmanjkalo nekaj prostora za mlajše akterje in se mi zdelo v bistvu zelo pozitivno, da bi speljali en projekt na ta način. V tem oziru se mi Nec zdel primeren kandidat, tudi zaradi tega, ker se ukvarja z dvema aktualnima temama, to se pravi ena povezana z okoljevarstvom, kot orodje se pa pri tem poslužuje najnovejših sodobnih tehnologij, to se pravi raznih algoritemskih funkcij oziroma umetnih inteligenc, ki so danes na voljo. Izhodišče projekta je okoljevarstvena tematika oziroma ekologija. Namreč s to tematiko se ukvarjam že vrsto let, že precej aktivno zadnjih 5 let, pa v bistvu tudi še dlje. Razlog za to je, ker sem prepoznal, da je verjetno to največje vprašanje oziroma največja težava človeštva, ki jo moramo rešiti v bližnji in ne toliko bližnji prihodnosti. Sem tudi član Mladih za podnebno pravičnost in skozi delovanje v aktivističnem gibanju sem prepoznal, da v bistvu velikokrat naslavljamo to tematiko skozi nek negativen moment, se pravi, da opozarjamo na to, da je to izgubljen primer, da ne vem, nas čaka zelo huda prihodnost, da ne bomo mogli preživeti, če gremo tako naprej še in tako dalje. In istočasno sem prepoznal tudi to, da v bistvu ljudi to resignira, da ljudje postanejo obupani, se pravi tudi tisti, ki se zavedajo, da je ta problem treba reševati, pol jih to pacifizira, ker pač ne vejo, kaj pa lahko naredimo. In to smo spoznali tudi skozi pogovore z različnimi strokovnjaki, ki smo jih opravili na začetku projekta in v bistvu ugotovili, da je potrebno v javnosti spremeniti diskurs in spremeniti način, kako mi te tematike dejansko komuniciramo. Tako da to je v bistvu nek osrednji element tega projekta in s tem se ukvarjajo vsi deli te razstave. Razstava se stoji iz večjih elementov. Prvi element je trak kolaž, ki ga vidite za mano. Gre v bistvu za kratko zgodbo, kratko fikcijsko zgodbo, ki je bila napisana z umetno inteligenco in tudi v vizualizaciji sem si pomagal z orodjem umetne inteligence. Zdaj, umetno inteligenco jaz jemljem kot orodje. Se pravi, ne jemljem jo kot neko samostojno entiteto, ki lahko sama razmišlja, ki lahko sama deluje, ampak kot orodje, ki ga lahko jaz uporabljam za to, da naredim svoje umetniško delo. In tako je tudi ta zgodba, ki jo vidite v ozadju, napisana, bi rekel, po kosih in sestavljena skupaj, se pravi, jaz sem jo sestavil skupaj v to celoto in enako velja za kolaž. Tudi te, se pravi, izrezki so bili narejeni, se pravi, z umetno inteligenco, jaz sem jih pa izrezal in sestavil v celoto. Dolg kolaž je naslovljen Zapuščam to resničnost. To pomeni, da če hočemo v bistvu iti v smeri rešitev, moramo zapustiti realnost, v kateri bivamo, ali pa vsaj miselni ustroj, v katerem smo. In če hočemo popolnoma drugačno prihodnost, moramo to pač narediti zdaj, dokler je še čas. In popolnoma drugačna prihodnost je istočasno tudi naslov tega celotnega projekta. Well, let's start with why it's important. Biodiversity is the variety of life on Earth. It includes all plants, animals, even people, mushrooms and microbes. Moje mnenje je, da moramo začeti se fokusirati na rešitve in
take rešitve tudi skozi vsa dela v tej galeriji predstavljamo. Zdaj, v zgodbi za mano recimo komuniciramo predvsem problematiko javnega prevoza oziroma problematiko tega, da preveč uporabljamo avtomobilov, in v bistvu zgodba prikazuje nek vzporedni svet, v katerem avtomobilov sploh ne poznajo in zaradi tega je javni prevoz zelo razvit. Istočasno imajo tudi vrednote v tem svetu drugačne in so precej bolj povezani z naravo kot tudi en z drugim. Podobne oziroma različne rešitve so komunicirane skozi vsa ta dela, a ne, recimo v dialogih, ki jih lahko vidimo na projekcijah, je recimo ena izmed rešitev predstavljena, se pravi, večinoma vegetarijanska oziroma veganska prehrana, se pravi, da se začnemo izogibati mesnim izdelkom, ki so precej okoljsko škodljivi. Ta zgodba in tudi ostale zgodbe, ki so bile napisane, skupaj jih je 7, so združene v knjigo, v antologijo kratkih fikcijskih zgodb, h kateri vsaki pripada kolaž, ki sem ga prav tako sestavil iz izrezkov umetne inteligence. In tudi ostale zgodbe so bile napisane z umetno inteligenco oziroma deli teh zgodb so bili napisani z umetno inteligenco. Vsaka zgodba nekako se dotika neke svoje tematike. Recimo ena zgodba nas postavlja v situacijo, ko udari elektromagnetni sončni puls in v bistvu se svet zavije v temo, ker so elektronske naprave skurjene in ljudje se morajo znajti in se sprašujejo, kaj pa zdaj, kako pa lahko gremo od tukaj naprej. Spet druga zgodba predstavlja alternativne načine produkcije hrane, predvsem neko lokalno proizvodnjo hrane, se pravi samooskrbo, se pravi, kako lahko mi v svoji okolici, mogoče v svojem vrtu, pred svojo hišo, pridelamo dovolj hrane, da se lahko preživimo. Predstavljena je tudi zgodba vodnega tokokroga, se pravi kapljice, ki potuje po svetu, se pravi, začne se v nebu, pade na tla, gre skozi različna vodna telesa in na poti srečuje tudi druge kapljice, s katerimi se pogovarja, se pravi druge ljudi in druga bitja, ki razlagajo o tem, kako svet funkcionira, kaj je dobrega in pa istočasno tudi, kaj mogoče ni najboljšega. Čeprav, tako kot sem rekel, vse zgodbe so načeloma fokusirane proti rešitvam. Še ena zgodba, ki je predstavljena v knjigi, je o odpadni hrani, se pravi o pošasti, ki je narejena iz hrane, ki jo zavržemo in začne napadati mesto, se pravi, morajo ljudje se znajti in začeti drugače razmišljati in drugače uporabljati hrano, kupovati samo toliko, kot jo rabijo in tako naprej. Skratka, v knjigi so predstavljene različne zgodbe na različne tematike in enako velja tudi za dialoge, ki so predstavljeni na 2 velikih videoprojekcijah. In tudi te dialogi so v bistvu narejeni na nek podoben procesualni način kot same zgodbe. Se pravi, tudi dialoge sem spisal z umetno inteligenco in izrezke zgeneriral z umetno inteligenco in te izrezki se potem v bistvu animirajo v neko celoto, v neko entiteto, ki se pogovarja z drugo entiteto. Se pravi, imamo 2 entitete in vsaka ima neko svoje mnenje, svoj vidik in v bistvu te dialogi tudi reflektirajo nek trenutni diskurs, ki se v javnosti dogaja oziroma mogoče celo nek diskurs, kateremu smo priča tako v čisto vsakdanjem življenju, ko se o tematiki pogovarjamo z nekim kolegom ali pa s kom drugim. Dialogi, pri katerih je v bistvu sodelovala kar obširna ekipa, so narejeni v 3D prostoru. V ozadju, se pravi za temi entitetami v oblaku, ki ga lahko vidimo v ozadju dialogov, so vsi cut-outi, se pravi vsi izrezki, ki sem jih zgeneriral za te dialoge in predstavljajo nekako neko povprečje vseh misli in vseh razmišljanj. Ko pride neka tematika na vrsto, se iz tega ozadja izluščijo tisti dialogi, se pravi tisti izrezki, ki so relevantni za to tematiko in se v ospredju sestavijo v neko entiteto. Te entitete sta 2 in med sabo komunicirata določeno tematiko, teh tematik je pa več, konkretno na tej razstavi 6, so pa še v izdelavi dodatne. Zdaj recimo ena od teh tematik je proizvodnja energije. Gre recimo za en dialog je
debata o tem, kakšna je alternativna proizvodnja energije, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, kaj so recimo čisto tehnične omejitve te proizvodne energije in tako dalje. That all sounds great in theory, but how do we know it will actually work? Umetna inteligenca je precej aktualno orodje, ki se v bistvu v zadnjih letih bliskovito razvija in tudi v prihodnosti verjamem, da bo ta razvoj mogoče še celo hitrejši. Dejstvo je, da v bistvu je umetna inteligenca mogoče toplo-hladna. No? Imamo v bistvu nek dober vidik, se pravi, umetna inteligenca omogoči to, da smo hitrejši pri teh procesih, istočasno nas osvobodi nekih limit, ki smo jih prej mogoče mogli upoštevati in omogoči, da lahko recimo tudi male ekipe ali pa posameznik naredi precej kompleksnejše rezultate, kot so bili recimo prej izvedljivi. Zdaj istočasno pa to lahko prinese tudi težavo oziroma verjetno bo prinesla težavo v neko umetniško ali pa boljš rečen kreativno produkcijo. Namreč marsikakšno delo nekega kreativca bo mogoče lahko zamenjano z delom umetne inteligence, ki bo sposobna neka dela v bistvu proizvesti precej hitrejše kot pa človek. Ne? Tako da dejstvo je, da bo umetna inteligenca zatresla trenutno umetniško in kulturno sceno in da bojo prišle spremembe. Zdaj videli pa bomo, kaj se bo na koncu izcimelo. Bojo te spremembe dobre ali ne, verjamem pa, da bomo videli v bistvu obe plati te prihodnosti. Kar mi je bilo nekako tekom procesa precej pomembno, je bilo v bistvu to, da ni to projekt zgolj enega avtorja, ampak da je to projekt, ki temelji na povezovanju, to se pravi tudi z drugimi strokami, so strokovnimi sodelavci in da je pravzaprav projekt usmerjen nekako inovacijsko. To pa je bilo zame pomembno, saj se mi zdi, da rabimo ustvariti v današnjih časih umetnike, ki znajo ustvarjati času primerno. Se pravi, ki znajo govoriti o temah, ki so za današnji čas relevantne, kot tudi, da so to umetniki, ki se konstantno nekako učijo, sprejemajo nove informacije in predvsem, da ustvarimo nekako umetnike, ki se znajo pogovarjati z različnimi strokami, ki se znajo pogovarjati z različnimi segmenti populacije in to se mi zdelo, da je v bistvu znotraj tega projekta nekako tudi kar precej dobro uspelo. Seveda je nekako pomemben aspekt tega projekta tudi tehnologija. Jaz bi mogoče se malo manj uprl na umetno inteligenco samo, pa bi raje razmislil o tem, kaj se znotraj današnje družbe dogaja v sklopu dela. Že tekom industrijskih revolucij se je v bistvu videlo, da se dogaja nek pojav, ki ga bi lahko opisali z pozitivno povratno zanko. To se pravi, da smo postali z delom bolj efektivni, smo prišli recimo s parnimi stroji, se je proizvodnja avtomatizirala, poraba energije je postala manjša. Posledično je pa zelo zanimivo v tem oziru, da s tem, ko postane poraba manjša, se v bistvu proizvodnja spet poveča in suma summarum je v bistvu poraba energije v tem primeru večja, kot je bila na začetku. Zagotovo so to tudi neki vzorci, ki jih opažamo v današnjem času in tudi najnovejša orodja v tem oziru nam predstavljajo neko možnost, da ne začenjamo, kako bi človek rekel temu, from scratch, ampak da imamo že neko osnovno podlago za delo, to se pravi, lahko konstantno ustvarjamo neke vsebine in jih sestavljamo, popravljamo, editiramo in tako naprej. Zdaj, z vidika dela to precej spremeni naše delovanje in v tem oziru se dogajajo pač neki trendi, ki so bili nedavno prisotni znotraj polja manualnega, rutinskega pa nerutinskega dela. Ta avtomatizacija pa kar naenkrat prehaja oziroma ne prehaja, je že prešla tudi na polje kognitivnega dela,
kjer dosti časa v bistvu ljudje nismo imeli nobene konkurence. Zdaj, ko bi rekel, tukaj so zanimivo vprašanje, kaj se bo dogajalo z delom. Meni osebno se tudi zdi, da mogoče v današnji družbi delamo preveč smo aktivni na ta način in je mogoče zelo dobro razmisliti, kaj sploh je vloga človeka znotraj, ne vem, družbe prihodnosti. S čem se bo ukvarjal, kaj bo počel oziroma na kakšne načine bo to počel. Seveda so neki možni zaključki v tem oziru, da bomo ustvarjali še več in še več, kar zagotovo omogoča tudi umetna inteligenca, je pa mogoče tukaj za razmisliti v tem oziru, kaj je pravzaprav vzdržno za družbe prihodnosti. In v tem oziru se mi zdi pomemben aspekt tega projekta pravzaprav ta, da razmišljamo o možnih ekologijah, to se pravi, kako lahko obstajamo ali pa kako lahko obstanemo znotraj sprememb, ki se nam trenutno približujejo.